Dober dan, Ludvik tukaj. Kaj Rozman je še za rektora? Ježiš Marija, veste, da je. A ne vidite, kako štalo imamo? Mitja, 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 Mitja. To je izključno manifestacija in ne protest, ker bodimo iskreni, proteste v tem času, ko so izpiti, ko ni študenta in to dela se mi ne zdi smiselno. Ljud tako kratkem roku jih pripraviti bi bilo izredno resnično zahtevno, tako da mislim pa, da je manifestacija, da pokažemo. Univerza se čudi pozvano, da kritizira kvaliteto obštudijskih dejavnosti, prav tako študentski svet Univerze v Mariboru. Tvoj komentar na to? Le čevlje sodi neko biti. Ne vem, jaz nobenega od njih nisem videl, noben je v našem projektu, noben je naši prireditvi. Dejansko, kaj smo naredili, pa kaj okoli pošiljajo po mailih, je izpisek prireditev Štuka za juni. Ko študentska organizacija ne izvaja projektov, tako so že prej povedali, so izpiti, so študentske veznosti in študente ne obremenjujemo s temi zdajami, oziroma jim Štuk pač omogoča neko bolj ležerno zabavo, kar pa niso projekti. Tudi bolj imajo, da so šli gledati vse programe za nazaj. Vse tudi Štuk nima čisto vse v svojem programu, nekaj, kaj izvaja Štuk, nekaj, kaj pa izvaja študentska organizacija in jasno, mislim, včasih domašujemo na njih. Od oktobra do maja je bilo pravi 130, imamo fakra, če vem gledati 150 dogodkov. Da si lahko vsak začuna 8 mesecev koliko je tega in jaz teh gospodov zdaj dotrdijo, dobenega nisem videl. Dobenega nisem videl na božičku za otroke študentskih družin, dobenega nisem videl na četrti večeri kulture, dobenega nisem videl na showroomu, ok, pa tudi na kaki bolj veseli prireditvi, kot je poslovanje, predstavljanje, tudi ni bilo. Tako da ne vem, kakšna je kot te podatke ne slava. Ste opozorili na to, da se Štuk ne zapira, temveč da postaja zares študentski? Vsekakor. Navedno je študentska organizacija, da Štuk se zapira, študente meče na cesto, ne drži Štuk. Nemoteno bo izvaja obštudijsko dejavnost vse do meseca januarja, vse pod okriljem študentske organizacije. Na to se spremeni lastništvo, krat bomo videli, kako bomo organizirali procese, ki bo potekali v tem objektu. Vsekakor smo prepričani, da bomo uspeli organizirati prostore tako, da bo lahko notri potekal nemoteno študijski proces, prav tako pa tudi obštudijska dejavnost. Zato razliko, da bo sedaj obštudijska dejavnost potekala za vse študente pod enakimi pogoji in ne, da bo študentska organizacija pač notri lahko izvajala svojo gostinsko dejavnost. Za objekt študente plačujemo dvakrat, tako preko študentskega dela kot preko najmin. Tako da sedaj bo univerza vsem študentom ponujala pod enakimi pogoji in mislimo, da bo to povečalo spekter obštudijskih dejavnosti. Če vas zdaj vprašam kot študenta, konkretno se govori o tem, da bo se tudi izobraževalni proces dogajal v Štuku. Kaj si vi o tem mislite? Bi prišli na predavanje ali na kakršnokoli študijsko obveznost, vkolikor bi recimo, ne vem, bil tam smrad po alkoholu in kar tudi bo? Pravim, proces bo moral biti tako potem takem urejen, da tega smradu ne bo. Sicer pa že študenti sedaj hodijo v neke druge lokale, tam v objekte, kjer so, v takšne objekte, ki so dejansko namenjeni za povsem druge stvari, različne gospodarske dejavnosti, v podjetja, ki se najemajo ti prostori in se tudi tam izvajajo, bom rekel, v identičnih prostorih, kot so ti v Štuku, se pravi, izvaja se tam izobraževalna dejavnost.